Zvečer smo doma gledali večerna poročila. Bil je četrtek, 27. junija, in vsi smo napeto pričakovali, kaj bo povedal novinar. Izvedeli smo, da je naše meje, da je Slovenska vojska že zavzela naše meje, ampak da se iz reke že približujejo oklepna vozila in da nam nekaj grozijo. Zaskrbelo nas je, po drugi strani pa smo bili ponosni, da je Slovenska vojska zbrala toliko poguma, da je zasedla meje. Z mešanimi občutki smo odšli spat. Malo nas je bilo tudi strah, kako bo, kaj nas čaka. Zjutraj pa sem na vse to pozabila in hitro se oblekla ter odšla v službo. Mami sem namenila še zadnji pozdrav, bila je v kuhinji, in se je začudila, da kljub vsem svarilom, katera smo slišali zvečer, se odpravljam v službo. Meni se je zdelo nekaj neverjetnega, da bi ostala doma, kajti v tistih časih, vsaj meni se je tako zdelo, je bilo potrebno iti v službo, tudi če bi strele padale z neba. Odgovorila sem ji, da bom že nekako prišla, da se bom že nekako znašla, in naj ne skrbi. Sedla sem v star fičo in se odpeljala iz Smrečja proti Podlipi. Šla sem v osnovno šolo Brezovica pri Ljubljani. Na tej šoli je bil ravnatelj silno pošten, a na drugi strani tudi zelo, zelo strog. Zahteval je, da smo bili na delovnih mestih pravočasno, vsaj 15 minut prej. No, in tako sem premišljevala, kaj bom tisti dan delala. Otrok ni bilo več v šoli, morali pa smo oddati še razna poročila, pa tudi tisti dan nas je čakala zaključna konferenca. V Podlipi me je zajela megla in zato sem morala vožnjo nekoliko upočasniti. Ampak kljub temu, kljub megli, sem hitro prišla do Vrhnike in že so se izrisale prve hiše. Kar nenadoma pa sem na cesti nekaj zagledala. Neke palice, ali kaj je bilo to, sem si mislila, kaj le je to. Ko sem se približala, sem videla, da so postavljene neke ovire. Pa ja, ni to zaradi vojske, sem pomislila, ampak ne, bila sem že pri ovirah, bile so samo na desni strani, zato sem avto hitro zavila na levo stran, torej na levi pas, obvozila ovire ter šla naprej proti Vrhniki, proti mestu. Že sem bila pri vojašnici in tam je stalo okrog, tudi ob cesti, nekaj vojakov in nad cesto pri vojašnici sem videla par tankov oziroma oklepna vozila so bila, tisto se ne spomnim več. No, in potem sem v strahu, pa vendar res se nekaj pripravlja, kaj je, nadaljevala vožnjo. Bližala sem se cerkvici svetega Lenarta in zopet na svoji strani, na desni strani vozišča, zagledala barikade. Kaj naj? Ne, v službo moram, nujno moram v službo, bom že kako, tudi tukaj je levo vozišče prosto, zato sem zavila, tokrat bolj počasi na levo stran in obvozila ovire ter nadaljevala pot. Za temi ovirami je bil nepregleden ovinek, zato sem torej bolj previdno vozila in takoj za ovinkom je pa stopil k avtu nek vojak v modrem, verjetno je bil to vojak teritorialne obrambe, potrkal na avto, jaz sem ustavila, odprla okno ter se zazrla v njega, zakaj me ustavlja, kaj je. On me je vprašal, kam grem, in jaz sem mu razložila, da grem pač v službo, da moram v službo, da imamo zdajle dopoldne konferenco, da ne gre drugače. On je rekel, če vem, v kakšno nevarnost se podajam, in da naj čim prej odidem nazaj domov, ker tukajle ni vse tako, kot bi radi, da bi bilo. Čudila sem se in sem še nekaj odgovarjala, da bi jaz vendar šla po stari cesti, da naj ne
da bom že kako, da naj ne skrbi, ampak on mi ni pustil naprej in me je torej zavrnil. Nejevoljna in v skrbeh sem obračala avto, medtem pa sem tudi slišala grmenje s Tržaške ceste in tudi videla, da se res po Tržaški cesti pomikajo neka nenavadna vozila, oklepna vozila proti Ljubljani. Obrnila sem avto in sem si mislila, ja pač grem pa, bom pa šla domov. Prišla sem spet do cerkvice svetega Lenarta in pogledala proti Podlipski strani in tam so bile ovire že tudi torej na drugi strani, čez celo cestišče, tako da nisem mogla iti proti Podlipi. Takrat me je pa stisnilo, kaj bom pa zdaj, ali sem tukaj na Vrhniki zajeta, kaj naj naredim. Ampak kar hitro sem odmotala volan na staro cesto, ker tista pa še ni bila bom rekla, za barikadami blokirana. Peljala sem se po njej, sploh nisem vedela, kam peljem, kar vozila sem vozila, gledala, kje bo kakšna cesta in že kmalu naprej se je ena cesta torej odvila proti na desno stran, zavila sem nanjo, peljala, začel se je makadam, jaz sem pa kar vozila naprej, sem si mislila samo iz Vrhnike stran, samo od tod proti domu, proti Trem kraljem, kako gor. No, in ta cesta me je pripeljala do Stare Vrhnike in še naprej peljala proti Podlipski cesti. Roke sem imela vse potne, tudi volan je bil kar moker, ker nisem vedela, kam grem, kako bo. No, ko sem pa prišla do Podlipske ceste, se mi je pa nekako oddahnilo, čeprav se je še vedno slišalo grmenje s Tržaške. Peljala sem domov, malo pomirjena, vendar me je silno skrbelo, kako bo naslednji dan v službi, kajti mislila sem, da bomo naslednji dan šli, da se bo to umirilo, da bo to samo ta dan in naslednji dan, da bomo šli v službo, ampak ne. Ne naslednji dan, ne to šolsko leto nismo šli več v službo, kajti to dogajanje se je potem je dobilo širši razmah. Tako, in